Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTubea, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. Danes je petek, 26. juni. In včeraj smo imeli govorice, danes imamo potrditev. Binance bo očitno moral prenehati s poslovanjem v Evropski uniji. Kaj narediti zdaj? Ta prvo in najpomembnejše je brez panike. Zaradi tega, ker ravno v paniki pride do kakšnih neracionalnih odločitev. Ta drugo, denar je najbolj varen na hladnih denarnicah. Vse veste tisti pregovor, not your keys, not your crypto. In tretje, zdaj, če iščete slučajno kakšno sigurno menjalnico, ki ima vse možne licence, sem jaz tukaj sklenil zdaj partnerstvo z OKX. To je menjalnica, ki je licencirana za vse v Evropi, pridobili so vse licence, tudi za perpetualse, tako da tam lahko tudi trgujete s kriptovalutami in če slučajno še niste registrirani tam in če bi se želeli registrirati, uporabite povezavo spodaj v opisu in pri petem komentarju, ker preko te povezave lahko pridobite tudi nagrade dobrodošlice v vrednosti vse do 200 evrov. Tako da se splača registrirati preko povezave spodaj. Tako, dajmo mi zdaj iti počasi tukaj na novice. Tukaj imamo ta prvo. Binance seveda se je znašel pred enim največjih izzivov v svoji zgodovini v Evropi. Potem, ko podjetju ni uspelo pravočasno pridobiti licence MiCA, je napovedalo obsežne omejitve svojih storitev za uporabnike v Evropski uniji. Od 1. julija naprej bodo namreč številni produkti in funkcionalnosti postopoma ukinjeni ali omejeni, seveda odvisno od države uporabnika in lokalnih regulatornih zahtev. Tukaj gre za pomemben preobrat za največjo kriptoborzo na svetu, ki je še pred nekaj meseci pričakovala, da bo pod novim evropskim regulativnim okvirom lahko nemoteno poslovala po celotni Evropski uniji. Dogajanje je še posebej pomembno zato, ker uredba MiCA predstavlja prvi enoten regulativni okvir za kriptovalute v Evropi. Brez ustrezne licence podjetja ne morejo zakonito ponujati številnih storitev evropskim uporabnikom. Binance se je v zadnjih mesecih znašel pod vse večjim pritiskom regulatorjev, medtem ko so nekateri konkurenti, kot sta Ripple in več manjših evropskih ponudnikov, uspešno napredovali v postopkih pridobivanja dovoljenj. Zaradi tega se postavlja vprašanje, ali bo Binance uspel ohraniti svoj prevladujoči položaj na evropskem trgu, ali pa bodo del njegovega tržnega deleža prevzeli konkurenti. Tukaj imamo še naprej kar precej novic na podlagi tega. Kaj zdaj to pomeni za uporabnike? Za uporabnike je namreč ključno vprašanje, kaj to pomeni v praksi. Za zdaj ni govora o zamrznitvi sredstev ali prepovedi dostopa do računov, to je zelo pomembno, ampak bodo nekatere storitve postale nedostopne oziroma omejene. Analitiki pričakujejo, da bi se lahko del trgovanja in likvidnosti preselil na druge regulirane platforme, kar bi lahko pomembno preoblikovalo evropski kriptoekosistem. Dogodek mnogi označujejo kot prvi pravi preizkus regulative MiCA in pokazatelj, kako resno Evropska unija namerava uveljavljati nova pravila. Seveda Binance
je ob tem poudaril, da ostaja zavezan evropskemu trgu in da še naprej sodeluje z regulatorji pri iskanju dolgoročne rešitve. Podjetje preučuje različne možnosti za pridobitev licence prek drugih držav članic Evropske unije, med katerimi se pogosto omenja Francija. Vendar pa trenutna situacija jasno kaže, da tudi največja podjetja v kriptoindustriji niso več imuna na regulatorne zahteve in da bo prihodnost poslovanja vse bolj odvisna od skladnosti z zakonodajo. Čeprav tukaj moramo poudariti, Binance je bil skladen z zakonodajo, to smo tudi pokrivali, in je prišel, naj bi prišel ukaz iz samega vrha ECB, da ne sme dobiti MiCA licence. Saj to bomo še enkrat pokrivali malo kasneje. Podrobnosti novih omejitev so bile dodatno pojasnjene v ločenih objavah Binanca in regulatorjev. Med spremembami so prilagoditve pri trgovanju z določenimi stablecoini, omejitve nekaterih investicijskih produktov in spremembe pri dostopu do določenih storitev za uporabnike znotraj evropskega gospodarskega prostora. Posebno pozornost vzbuja dejstvo, da gre za enega prvih primerov, ko ima MiCA neposreden in opazen vpliv na milijone uporabnikov. Kriptoindustrija po vsem svetu zato pozorno spremlja razvoj dogodkov, saj bi lahko evropski pristop postal vzor tudi za druge regulatorje. No, glede na to, kako se odvijajo zadeve, jaz upam, da ne. In tukaj imamo zdaj še javno sporočilo iz strani Binanca. Seveda bom prilepil tudi povezavo spodaj v opisu, če vas zanima. Binance je seveda ob objavi novih pravil poudaril, da uporabnikom v Evropski uniji ni treba paničariti ali na hitro umikati svojih sredstev. Kriptovalute, ki jih imajo uporabniki na računih, ostajajo dostopne in varne, prav tako bodo še naprej lahko dostopali do svojih denarnic in izvajali osnovne funkcije platforme. Podjetje uporabnikom svetuje, naj spremljajo obvestila glede posameznih storitev, saj se bodo spremembe razlikovale glede na državo prebivališča in vrsto produkta, ki ga uporabljajo. Torej, Binance bo v bistvu še naknadno obveščal preko aplikacije in pa preko e-mailov, po mojem. Največ sprememb bo povezanih s storitvami, ki jih nova evropska uredba MiCA posebej regulira. Binance je uporabnikom pojasnil, da bodo določeni stablecoini, investicijski produkti, programi nagrajevanja in nekatere naprednejše finančne storitve postopoma omejeni ali prilagojeni novim pravilom. Uporabniki bodo zato v nekaterih primerih morali pretvoriti sredstva v druge podprte valute ali pa zapreti določene pozicije pred določenimi roki. To je zelo, zelo pomembno, tako da prepričajte se, da boste spremljali obvestila iz strani Binanca. Podjetje je poudarilo, da bo večina sprememb izvedena samodejno in da bodo uporabniki o vseh pomembnih korakih obveščeni vnaprej. Binance obljublja, da bo za vsak prizadeti produkt pripravil podrobna navodila, s katerimi bodo uporabniki lahko brez večjih težav prilagodili svoje račune novim zahtevam. Prav tako zatrjujejo, da bodo uporabniška podpora in izobraževalna gradiva v prihodnjih tednih okrepljeni, saj pričakujejo veliko vprašanj evropskih strank. V izjavi so še zapisali, da ostajajo dolgoročno zavezani evropskemu trgu in da aktivno sodelujejo z regulatorji pri pridobivanju ustreznih dovoljenj. Po njihovih besedah trenutne omejitve ne predstavljajo umika iz Evrope, ampak predhodno obdobje prilagajanja novi zakonodaji. Binance verjame,
da bo po zaključku regulatornih postopkov uporabnikom ponovno lahko ponudil širši nabor storitev v skladu z evropskimi pravili. Za običajne uporabnike to pomeni predvsem to, da naj spremljajo uradna obvestila Binanca, preverijo, ali uporabljajo katerega od produktov, ki jih bodo spremembe prizadele, in pravočasno opravijo morebitne pretvorbe ali prilagoditve. Podjetje poudarja, da ni potrebe po hitrih umikih sredstev, ampak svetuje, da se uporabniki seznanijo z novimi pravili, saj bo evropski kriptotrg po uvedbi MiCA precej drugačen, kot je bil doslej. Tako da zelo pomembno, spremljajte obvestila in seveda, če najbolj varen je denar na hladnih denarnicah, če pa iščete zanesljivo menjalnico, pa kot sem že rekel, sem sklenil partnerstvo z OKX preko povezave spodaj. Če še niste registrirani, vam ponujajo do 200 evrov nagrad dobrodošlice. Ok, poglejmo zdaj še tukaj objavo, ki jo je objavil Tony Chapon v skupini kriptovalute na Facebooku. Torej, Binance dokončno umaknil svojo vlogo za MiCA licenco v Grčiji. Kaj se dogaja v ozadju? Ne vem, nihče ne ve. Seveda bi nas to moralo tudi močno skrbeti kot vsakega kriptouporabnika. Tudi kar nekaj časa smo spremljali tole kalvarijo in sestavljanka se nekako sestavi tako. To smo tudi mi že pokrivali na tem kanalu. Binance je vložil vlogo za MiCO v Grčiji. Grčija je seveda to sprejela z odprtimi rokami. To bi pomenilo več kot 200 milijonov letnih davčnih prihodkov in več kot 100 dobro plačanih delovnih mest. Postopek odobritve je trajal več kot 1 leto, regulatorji v Grčiji pa so na nedavnem sestanku nakazali, da je Binance izpolnil vse obveznosti. To je tudi zelo pomembno. In potem, kaj se je začelo dogajati? Manj kot mesec dni pred rokom za implementacijo in pridobitev MiCA je Grčija nenadoma in skrivnostno se odločila, da Binance licence ne bo dobil. Zdaj, izpolnili so vse pogoje. Zakaj naj ne bi dobili licence? Binance ima več kot 50% tržni delež v Evropi in s tem tudi več kot 50% kriptolikvidnosti. In tukaj so morda razlogi. Grčija se že nekaj časa sooča s težavami in potrebuje podporo Evropske centralne banke ECB, ki jo vodi Christine Lagarde. In od nje naj bi prišel tudi izrecno ukaz, da naj Binance ne dobi licence v Grčiji. Poleg tega, Grčijo, če se dobro spomnite, smo tudi kar precej reševali med samo krizo v letu 2008, oziroma to slavno krizo, ki je trajala od leta 2008 naprej. ECB ima načrt za uvedbo digitalne valute centralne banke CBDC v Evropi. Najlažji način za to pa je, da z enim udarcem odstraniš 50% kriptolikvidnosti, preprosto ustaviš Binance tik pred ciljem. Grčija seveda pri tem je nemočna, saj je odvisna od financiranja ECB. In kaj naj bi zdaj sledilo? Binance bo poiskal novega regulatorja, to bo morala biti država, ki ni tako odvisna od ECB. Če bo Christine Lagarde poskusila znova. Seveda. In tukaj vprašanje, ali sploh obstaja kakšna, ki ni. Binance bo z zamikom prišel v Evropo, vendar bo postopek odobritve verjetno pospešen. Binance bo moral za ta fast lane dodatno plačati. In seveda druge borze bodo na račun tega le profitirale. Zdaj, tukaj seveda je dodatna kritika, kar se tiče EU.
to seveda tudi jaz zelo kritiziram, to ni regulacija, to je dobesedno to je dobesedno kriminal, kar se dogaja, zaradi tega, ker Binance je izpolnjeval vse zahteve in razlog, da ni dobil MiCA licence, tako se vsaj govori, to še enkrat poudarjam, ampak kako lahko potrdiš tele govorice, ker se dogajajo za zaprtimi vrati. In seveda razlog naj bi bil, da Binance ne dobi MiCA licence zaradi tega, ker je prišel ukaz iz samega vrha ECB. In to dobesedno iz strani Christine Lagarde. Christine Lagarde pa ima tudi svojo kriminalno zgodovino. In to lahko rečem zaradi tega, ker je bila dobesedno obsojena. In to lahko tudi preverite sami na internetu. Enostaven Google search in boste našli tele rezultate, o katerih govorim. In ja, taki ljudje vodijo našo Evropsko unijo in seveda, kaj bi lahko tudi drugega pričakovali od tega. Seveda, še vedno velja not your key, not your coins. Tako da treba je paziti, kar se tiče lastnega denarja. Nazadnje mi je eden pisal, da ima več kot 100.000 evrov na menjalnici Binance. Treba je paziti zdaj, seveda nobene panike, ampak ja, treba je paziti, kar se tiče tega. Smo se že kar precej zamudili s temi novicami. Jaz upam, da sem čim bolj pokril, kar se tiče to področje. Če so slučajno še kakršnakoli vprašanja, mi jih kar napišite spodaj pod komentarji, tako da se pogovorimo o tem, da naredimo debato, kar se tiče tega. In seveda, če to spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega bomo to situacijo spremljali podrobno še naprej. Ok, da ne bomo imeli samo novic o Binanceu, imamo tukaj zdaj še novico o Bitcoinu, ki je medtem po nedavnem padcu dosegel najnižje ravni v letu 2026, nato pa se je delno odbil navzgor. Kljub okrevanju ostajajo vlagatelji previdni, saj se na ameriških delniških trgih pojavljajo znaki šibkosti. Analitiki opozarjajo, da je Bitcoin v zadnjih letih pogosto sledil gibanju tehnoloških delnic, to smo tudi pokrivali. Sledil je v padcih, ne pa v rasti. Zato bi lahko morebitna korekcija na Wall Streetu povzročila dodatne pritiske tudi na kriptovalute. Se bomo pogledali ponovno tudi Nasdaq. Po drugi strani optimisti poudarjajo, da se dolgoročni trend za Bitcoin še ni spremenil in da trenutna gibanja predstavljajo predvsem običajno tržno korekcijo. No, bomo videli, se bomo naredili tudi tehnično analizo, če to slučajno spremljate preko shortov ali TikToka, si le oglejte tudi celotni video, če vas slučajno zanima tehnična analiza. No, in tukaj imamo zdaj še novico o XRP. Pozitivnejše novice prihajajo za imetnike XRP-ja. Čeprav obstaja možnost, da bi cena kratkoročno zdrsnila pod pomembno raven $1, podatki z verige blokov kažejo izboljšanje temeljnih kazalnikov. Število aktivnih naslovov narašča, povečuje se tudi količina sredstev, ki jih vlagatelji hranijo dolgoročno, kar pogosto velja za znak zaupanja v prihodnjo rast. No, to bomo videli. Analitiki zato menijo, da kratkoročna šibkost ne pomeni nujno dolgoročnih težav in da bi se lahko razmere za XRP v drugi polovici leta postopno izboljšale. No, ta glavna meja,
ki jo zdaj analitiki spremljajo, je seveda okrogla meja $1. Ok, dovolj o novicah. Pojdimo mi zdaj na tehnično analizo. Tukaj imamo Bitcoin, 15-minutni časovni interval. Tukaj smo mi bili včeraj, kjer smo v bistvu pričakovali dodatni padec. Tole bom zdaj izbrisal, ker tole se je izvršilo. Torej, pričakovali smo dodatni padec in do tega je tudi prišlo. Zakaj? Imeli smo tole rast, začele so se nabirati stave na rast, torej čim ljudje vidijo par pozitivnih svečk, takoj po mentaliteti ratajo bolj pozitivni in začnejo staviti na rast. Ampak mi imamo trend navzdol in to so v bistvu potem tudi pasti, v katerih kaznujejo marsikaterega vlagatelja, ki malo prehitro sklepa, da je prišlo do preobrata na trgu. Kaj se je zgodilo? Mi smo potem tale padec tudi dobili in zdaj imamo odboj in ljudje so spet malo preveč pozitivni. No, Ethereum zdaj tukaj v zadnjem času je malo bolj nevtralen, ampak je pa ogromno stav na rast, kar se tiče Ethereuma. Tako da mi bi lahko, glede na vse te znake, ki jih imamo, padali še naprej dol. Prišli pa smo vse do meje 58.000. Zdaj cilj, ki ga imamo tukaj, preko 4-urnega časovnega intervala, a imamo tukaj 4-urni? Ne, to je 1-urni časovni interval, no sej ni važno, 1-urni ali 4-urni, vzorec je enak, imamo tukaj tale vzorec Head and Shoulders, tukaj je bila tale njegova neckline meja, mi smo jo prebili in testirali kot odporno mejo, bili smo zavrnjeni, in zdaj padamo naprej dol. In kaj bo treba paziti? Včeraj smo imeli tole skrito medvedjo divergenco in zdaj jo mi očitno delamo ponovno. Tukaj imamo tale vrh in zdaj delamo novi vrh. S tem da, spet opozarjam, tale vrh moramo mi potrditi. Medtem ko tukaj RSI, vrh in pa vrh nekje na isti višini, nismo še prišli do tukaj gor. Po mojem bomo mi tole v kratkem dosegli in izpopolnili tudi tole skrito medvedjo divergenco. In skrita medvedja divergenca, kot vsi vemo, namiguje na nadaljevanje padanja. Tako da bo treba zdaj ponovno počakati, pa videti, kaj se bo tukaj naprej dogajalo. Pozabil sem tole seveda. Cilj tega velikega vzorca Head and Shoulders smo tudi označili, naj bi bil na tam nekje 57.600. Tako da bo zanimivo zaspremljati, kaj bo, ko mi enkrat dosežemo tale cilj. Poglejmo si zdaj še tukaj likvidacijska območja. Bom jaz tole kar osvežil in ja, lih prej sem spremljal tole likvidacijsko območje. Ogromno ljudi je tukaj stavilo na padec, ker so seveda pričakovali nadaljevanje padanja in zdaj s to zadnjo rastjo so bili eliminirani. Tako da, ja, nekaj likvidnosti imamo potem še tukaj od spodaj na 57.900 in pa tudi tukaj zgoraj na okoli 62.000. Tukaj so ljudje, ki so stavili na padec, medtem ko tukaj spodaj pa ljudje, ki so stavili na rast. Bomo videli zdaj, če bomo mi nadaljevali tole rast, potem obstaja tudi večja možnost, da mi gremo pobirati tole likvidnost tukaj zgoraj. Če pa zdaj naredimo preobrat, če mi nadaljujemo s padanjem, potem pa seveda padamo naprej dol.
Zdaj, trenutno, kar jaz gledam, je, da po mojem mi delamo tukaj spet nek popravek po tem globokem padcu. In kar mi ni všeč, je, da se tile valovi, no ja, dajmo reči, da se prekrivajo. Rabimo še več informacij, tako da bomo videli naprej. Zaenkrat je to korekcija po tem globokem padcu in to lahko namiguje tudi na nadaljevanje padanja. Bo pa seveda treba spremljati. Na enournem časovnem intervalu tudi ogromno dolgih pozicij, sploh kar se tiče Ethereuma, in ti ljudje bi lahko bili kaznovani zaradi tega, ker mi imamo trend navzdol in seveda to bi lahko bil znak, da bomo mi nadaljevali s padanjem naprej. Tukaj imamo zdaj še Ethereum, tole bomo dali stran, da ne bo toliko načičkano vse skupaj. Situacija tukaj je tudi zelo podobna, zelo jasen trend navzdol. Dosegli smo mejo 1520, 1512. Wow, smo kar padli dol, samo malo da vidim. Ja, 1512. In ja, trend zelo jasen navzdol. Ogromno dolgih pozicij, kar bi lahko namigovalo na to, da bomo mi padali še naprej dol. Zdaj, glavna meja tukaj za bike, za prebit, bi bila na okoli 1578, torej da to prebijejo, potem bi lahko šli še malo naprej gor. Bomo videli, če se bo tole izvršilo. Zaenkrat smo tukaj v konsolidaciji po tem zelo globokem padcu in seveda to bi lahko tudi napovedovalo, da bomo mi padali še naprej dol. Poglejmo si zdaj še 4-urni časovni interval. Ethereum je še posebej zanimiv zaradi tega, ker imamo mi tale naraščajoči, razširjajoči klin. Izgubili smo njegovo spodnjo mejo. Potem so se biki trudili, da bi jo pridobili nazaj, ampak so bili zavrnjeni in zdaj imamo tale mini trend navzdol. Tukaj so se našli kupci, zaenkrat se pobiramo, ampak tudi zdaj na 4-urnem časovnem intervalu so ljudje kar precej pozitivni in to bi lahko tudi pospešilo nadaljevanje padanja. Bomo videli zdaj, kako se bo vse skupaj razvijalo skozi petek, morda tudi skozi vikend. Zdaj, če bo karkoli zanimivega skozi vikend, bom jaz to dodatno obveščal preko Patreona in če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. Dajmo si pogledati še enourni časovni interval, že če smo pokrili mi tole za Bitcoin, dajmo tudi za Ethereum. Torej, jasen trend navzdol. Trenutno imamo tukaj tale odboj, kar bo treba zdaj spremljati. Ja, mi smo tukaj tale vrh smo naredili in RSI se zdaj nevarno bliža temu vrhu, kar bi lahko pomenilo, da bi lahko naredili skrito medvedjo divergenco. Tako da tole bo treba opazovati. Zdaj meje za dol za Ethereum 1500, nekako smo se je že dotaknili. Če mi tole mejo izgubimo 1500, potem mi lahko, to sem tudi že precejkrat ponovil, mi lahko padamo vse dol do $1000. In ja, tukaj na enournem časovnem intervalu očitno ogromno ljudi vidi tole podporo, ki smo se je dotaknili že prej, in ogromno ljudi stavi na rast, kar bi znala biti napaka. Zdaj tukaj ja, bi bilo še za počakati tole skrito medvedjo divergenco.
Dajmo si mi zdaj pogledati tukaj Nasdaq. Tegale smo spremljali. Kaj se dogaja z Nasdaqom? Kaj imamo tukaj? Tedenski časovni interval dajmo na dnevnega. In Nasdaq zdaj morda dela dvojni vrh, kar bi lahko pomenilo nadaljevanje padanja. To bo tudi treba spremljati. Neckline meja, zelo pomembna, na 28.900, tam nekje, 28.500. Tako da, če mi tole izgubimo, bi mi lahko padali še naprej. Lahko gremo testirati tole zgornjo mejo tegale kanala, tegale zelo dolgega kanala, ki se ga je Nasdaq držal ne vem koliko let. In od te meje moramo mi potem videti odboj, da lahko biki nadaljujejo svojo pot, svojo rast naprej. Tako da to bo treba kar precej paziti. Če mi slučajno izgubimo tole mejo, to bi bila potem kar precej huda katastrofa za kriptovalute, zaradi tega, ker kot sem že večkrat omenil, mi si s tem tehnološkim indeksom delimo padce, ne pa rasti. Samo pogledajte to. Delali smo all-time high za all-time high, medtem ko Bitcoin in kriptovalute so praktično stali na mestu. Pride ena rdeča svečka, je cela katastrofa za kriptotrg. No, kakorkoli že, mi bomo vse spremljali tole še naprej, tudi kar se tiče Binance-a, tako da, če ne želite zamuditi teh vsebin, je seveda najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje. Poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je seveda to všeč, in pa da dodatno požene tudi algoritem, da priporoča ta video drugim ljudem. In pa, če se želite pridružiti v živo, vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu, so pa povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Tako, jaz vam zdaj želim en lep petek, še naprej, en čim manj stresen vikend, in seveda se vidimo ponovno, če ne prej, na ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau!